Jaz sem Janin, tale moj gost je pa Miran Stanovnik, ena od slovenskih legend. Zdaj pa drugače. Zdaj, marsikje po Afriki ni cest, ampak so samo piste. Pista pa pomeni, da tam ni ničesar, nikoli ni bilo ceste, ampak je samo pač zemlja oziroma pesek ali kamen ali karkoli. Ta pista ima pa zoprno lastnost, da postane valovita, potem ko nekaj časa vozijo vozila po njih. In tam se skoraj ne da voziti pol. In postane cesta široka tudi po par kilometrov ponekod, ne? Ja, takrat je bilo v tistih časih začetniških še prepuščeno kreativnosti motorista ali pa avtomobilista, tekmovalca, skratka, katera je najboljša trasa za njega. Zdaj pa vse potem, kasneje, se je pa zaradi varnosti ta trasa zožala, se pravi na 500 metrov, in v tem koridorju je treba voziti, sicer ti GPS pa roadbook ne velja, ker enostavno si ven in ne more roadbook pokriti vse nevarnosti, ki so izven te trase. Pa so kakšne oznake na cesti potem? Ne, tega pa ni. To je samo elektronska oznaka, v bistvu te GPS točke, ki se jih potem tako rekoč pobira. GPS si vse zapisuje, da si prevozil v tistem koridorju, če si zunaj, dobiš kazen, časovno pribitek in tako naprej. Tako da varnost je zdaj na višjem nivoju, vse skupaj pa tudi pod večjo kontrolo. Tam na posnetkih vidimo, da niste čisto samo dirkali svobodno, ampak ste imeli tudi take posamezna tekmovanja ponekod. Krajša. Ja. Mislim, to so te specialne preizkušnje, recimo, ki zahtevajo pač še posebej dodatno koncentracijo, ker se lahko zgodi, da prideš do neke globoke vode, pa te potem seveda ta voda zalije motor, pa potem porabiš nekaj časa, da se ta motor spet nazaj spravi. Tako v bistvu kar precej zahtevne zadeve seveda. Zdaj, velik problem pri vsem tem je tudi denar, ne? To sploh ni poceni in to človek mora kar svojo listnico prinesti s seboj, ne? Ja, v začetku sem jaz prve 2 Dakarja praktično financiral iz svojega žepa, ker v Sloveniji, ko sem prišel prositi za sponzorska sredstva, smo malo debelo gledali, kaj pa to sploh Dakar je, ne? No, potem je bilo to lažje, ker so tudi tujci prišli zraven, glede na rezultate, ki sem jih dosegal, glede na to, da so me poznali skozi nagrado za fair play, pa nagrado za ohranjanje tega team spirita in vse tako, mi je bilo potem lažje, kar se tega tiče, no. Kakšni zneski pa so to? Zdaj, če bi rekla tako, na enem še kar resnem nivoju se da na Dakarju priti skozi za 100.000 evrov. Vsako vozilo? Ja, govorim za motorje. Lahko je tudi nekaj manj, ampak to pomeni, da potem že varčujemo na tehnologiji, na gumah, na vsem tem, na čemu se pa ne sme varčevati. Pa se ti je kdaj zgodilo, da si bil v plusu? Ne, ja. Je pa ena anekdota, ki pravi, kako lahko motošportnik postane milijonar. Pod pogojem, da je bil prej milijarder. Ali prav vedno si moral tudi sam doplačati nekaj? Ja, mislim, sam iz svojega žepa je bilo zmeraj manj za doplačati, zato ker enostavno bi verjetno že prej kot v 20 letih nehal dirkati, ker toliko denarja pač seveda nima človek, ne, v taki situaciji, kot sem bil sam. Ampak jasno, da bi pa rekel, da mi je pa ostalo kaj od sponzorskega denarja, karkoli takega, pa se pa ni zgodilo. Je bilo kar treba malo dodati kakšne kapljice svojega. Kaj pa tisti, ki so bili najbolj uspešni, so lahko kaj zaslužili s tem? Ja, treba je vedeti to, da mi živimo v eni butični deželi, ki se pravi Slovenija, lepa, majhna in tudi tržišče temu primerno majhno. Tisti dobri tekmovalci, govorim dobri, ki živijo v večjih deželah, kjer je trg večji, seveda so tudi od tega oziroma živijo normalno od tega kot profesionalni športniki. Tako nekako logično bi bilo, da bo veliko Američanov, ker tam pri njih so sponzorska sredstva precej višja kot pa ki v Evropi, ne? Zdaj, Američani imajo svoje zgodbe, ne? Oni nekaj drugače razmišljajo kot mi, tako da prav veliko tekmovalcev z Amerike ni. To je mogoče, ja, pa zdaj tudi že, ampak bistveno manj kot pa iz Evrope, no? Ali pa Južne Amerike zdaj in tako naprej. Tako da, ja, imamo pa tudi, oziroma smo pa tudi mi, evropski tekmovalci, imeli sponzorje iz Amerike.
Ja, ker oni imajo pač te svoje dirke, ki so silno torej obiskane in znamenite pri njih, za tale Dakar se pa manj zanimajo povprečni Američani. Ne? Daleč od oči, daleč od srca, pravijo. Zdaj praviš, da si včasih tudi po 2 uri spav ali pa še zlato. Kako pa dobro živiš, če se potem moraš, a se kdaj zgodi, da zakinkaš, če je kakšna ravna trasa? Ne, na motorju ne. Na motorju se to ne dogaja. Jaz mislim, da vsaj meni se to ni, no, ker je vedno koncentracija in ta intenzivnost dirkanja toliko na visokem nivoju, da ti drži nekak adrenalin potem telo po konci. Ja, če bi se pa potem našla ena etapa, ki je taka dolgočasna, da se moraš samo pripeljati nekam, tisto pa se bi lahko zgodilo. Sam je pa tudi res, da to ne gre v nedogled. Nekako moraš nadoknaditi, nekaj moraš spati, no. Ne da se to.